videli smo v Dnevniku domnevno nov rasistični napad v Mariboru, poškropljen otrok, zato ker je temnopolti. Sprašujem pa zato, ker skrbi, da naj to ne bi bil v zadnjem času edini tovrsten napad v Mariboru. Ja, dober večer. Se mislim, da ste že sami vse povedali. To je vsega obsojeno vredno in grozljivo, da se to pri nas dogaja. Moj komentar pa bi bil, da se sovraštvo vedno usipa z vrha. Zato sem tudi poslancem opozicije ob interpelaciji v petek večkrat povedal, da treba je paziti, kaj govorimo. To je odgovornost celotne politike, ker ko politika znižuje ton in kulturo razprave, si lahko predstavljamo, da vse, kar je med nami izrečeno, bo po gostilnah še 10-krat hujše, vsako sovraštvo se pa začne z besedami. Policija pa je že uvedla preiskavo. Hvala za ta del. Torej, rekli ste, v petek interpelacija opozicije, tam se laže z vami soočajo kot v tem studiu. Zanimivo pa je bilo stališče socialnih demokratov, ki seveda nikako niso podprli vaše interpelacije, ampak so rekli, da bi bilo pametno, politično odgovorno, da bi takrat skupaj s Katičevo in Poklukarjem odstopili tudi vi. Zdaj, jaz sem dobil polno zaupanje opozicije, koalicije. Mislim, da so poslanci tako rekoč soglasno glasovali proti interpelaciji, se pravi proti moji razrešitvi, tudi poslanci SD-ja, in glasovanje je tisto, ki šteje. Zdaj, kar se tiče za nazaj, mislim, da mi SD malo zameri mojo prvo reakcijo na ministrico Katič, zato so tako odreagirali. Mislim pa, da rezultat kaže, da je tako stališče zmotno, ker situacijo na Dolenjskem je vlada uspešno umirila. Je pa zdaj čas, da naredimo korak naprej, kot sem tudi v petek večkrat povedal, in sicer treba je do lokalnih skupnosti in do romske skupnosti priti s predlogi, kako izboljšati integracijo. Se pravi, je še čas do konca mandata, da se nekako pripravi tudi ta zakon o integraciji. Da ne bo samo ostalo pri ukrepih v Šutarju. Ne, sej tukaj več stvari smo že uspešno izpeljali. Okrepili smo centre za socialno delo in delo z romskimi družinami. Izboljšali smo povezavo med lokalnimi skupnosti, šolami, vrtci in tako naprej. Uvedli smo obvezen predšolski program za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik. Povezali smo socialno politiko in šolstvo. Imamo odprt projekt za zaposlovanje Romov. Treba se pa lotiti še ene stvari, in to je predvsem legalizacije njihovih bivališč. Ker dokler Romi na Dolenjskem ne bodo imeli nobene lastnine, bo situacija taka, kot je. Ko jim bomo omogočili, da začnejo lastnino pridobivati, tako kot so to pred desetletji storili v Pušči, pa lahko začnemo pričakovati, da se bo na tem temelju začela graditi drugačno sobivanje med večinsko populacijo in Romi. Na to temo samo še to iz ankete. Vprašani so bili ljudje, kdo je najbolj odgovoren za rešitev tega seveda tragičnega dogodka v Novem mestu, in javnost misli najprej policija, potem sodstvo, politika šele na 3. mestu, na 4. pa tožilstvo. Ampak politika je na nek način odgovorna za delovanje podsistemov. Morda ocena, predsednik vlade je pred 2 mesecema rekel, da je državni aparat zatajil. Vidite enako stvar? Politika mora dajati zgled. In politika, mislim, da je zelo jasno povedala, da ne bomo več gledali proč. Politika ne gleda proč in zdaj seveda pričakujemo tudi od ostalih državnih podsistemov, da bodo svoj del odgovornosti prevzeli in da bodo svoj del odgovornosti do vseh državljanov in do reda, ki ga imamo v državi, tudi izpolnili. In če gremo k anketam, kot je bilo rečeno, 3,7% za Levico, ampak toliko ste imeli na podobni anketi prejšnji mesec brez Vesne. Kako si to razlagate? Skupaj manj kot narazen, razočarani? Glejte, drug teden bo nova anketa, bomo videli, kaj bo ta pokazala. Sicer pa po mojih izkušnjah leta 2018 so nam kazali, da smo tam nekje na parlamentarnem pragu, pa smo pol dobili 9%. Leta 2022 so nam ankete kazali 10%, pa smo na koncu dobili 4,5%. Jaz gledam nekaj drugega. Levica v tem mandatu ima izjemen rezultat. Izpeljali smo najtežje reforme te vlade, pokojninsko, dolgotrajno oskrbo, stanovanja. Levica uspešno vodi in zaključuje delo na vseh 3 ministrstvih. Res pa je, da smo bili do zdaj retorično ali pa diskurzivno
v defenzivi, zaradi tega, ker smo na ministrstvih delali in je opozicija bila glasnejša od nas, volitve pa dobivajo glasnejši, tako da se pa zavedam tega, da če bomo hoteli ta rezultat pretvoriti tudi v volilni rezultat, bomo pa morali imeti zdaj le močno kampanjo in to snujemo. Tako da me ne skrbi, da ne bi, tako kot smo na ministrstvih uspešno zaključili projekte in delo in reforme, tudi na volitvah pokazali, iz kakšnega testa smo. Omenili ste opozicijo, ampak vaš nekdanji poslanec Miha Kordiš ima zelo mlado stranko, mi socialisti, manj kot mesec se mi zdi od nastanka, pa ima 3%, vi pa vladno odgovornost, kot ste rekli, za nekaj reform. Kje vidite, zakaj se morda vaši bivši volivci selijo k njemu, ali tega ne vidite tako? Ne mislim, da se selijo naši bivši volivci, vidim pa predvsem en del medijev, se pravi desne medije. Če pogledate Reporter, če poslušate SDS, NSI v parlamentu, kaj govorijo, če gledate Novo 24, oni Miho Kordiša prikazujejo izjemno pozitivni luči. Češ uničujejo levico, hkrati pa zelo lepo govorijo o Mihi Kordišu. In mislite, da ima to vpliv? Jaz mislim, da če je rezultat, ki ga anketa kaže, resničen, mislim, da je to za pripisati predvsem podpori z desne. Desnica ima pa seveda tukaj kalkulacijo. Če bi Kordiš uspel dovolj glasov pobrati levici, bi se lahko oba, tako Kordiš kot levica, izločila iz parlamenta. Poslovila od parlamenta in tudi levo-sredinska koalicija. In s tem ne bi bilo leve-sredinske koalicije, oziroma tudi obratno, če bi bil izvoljen Kordiš na mesto levice, ne bi bilo levo-sredinske koalicije in bo desnica dobila volitve. Tako da jaz bi svetoval previdnost pri podpori. Ali gre pri minimalni plači, to pa je v bistvu Miha Kordiš tudi napovedal povišanje, on je samostojni poslanec, ne? Vi ste potem kmalu zatem predlagali 1000 evrov. Ali gre za tekmo, kdo bo prej in koliko realno je minimalna plača 1000 evrov? Koliko podpore imate v vladi, Svobode, finančnega ministra? Lejte, če sem jaz kaj pokazal v tem mandatu, je, da kar rečem, tudi naredim. Podporo sem v petek dobil. Treba je gledati, da je rezultat zaupnice mojemu delu, rezultat zaupanja mojemu delu koalicije v celoti. In kar se tiče 1000 evrov, jaz sem dolžen to še predebatirati z socialnimi partnerji, kar sem že povedal, da bom 16. januarja, ko bo seja ekonomsko-socialnega sveta, ampak lahko me držite za besedo, da ne bom tako kot bivši finančni minister, ki govoril o minimalni plači 1000 evrov, ali pa Karel Erjavec, ki govoril o minimalni pokojnini 1000 evrov, jaz kar rečem, bom tudi naredil. Vas je presenetilo po božičnici, spremljali smo vse zaplete, vendarle je bila v večini primerov je bila izplačana, ampak ta praksa, kot smo slišali v zadnjih dnevih, delodajalec jo nakaže delavcu in reče, pojdi na bankomat, dvigni denar in mi jo vrni. Minister, koliko je take prakse? Ne vemo. Pozivam pa vse gledalce, ki take prakse poznate, da to nemudoma prijavite inšpektoratu, tako davčnemu inšpektoratu kot inšpektoratu za delo, ker to je protizakonito, to je nedopustno. Božičnico morajo ljubiti ljudje, ne pa jo v kuvertah vračati šefom. Pod nobenim pogojem ne tega narediti. To je protizakonito. Da. Zdravstvo. Slišali smo tudi v anketi približno enak odstotek tistih, ki so za res, če delaš v javnem zdravstvu, ne moreš v zasebnem. Minister, najverjetneje se bo v začetku leta ali pa kakšen mesec pred volitvami se pa že pokazal večji obseg, kaj prinaša ta zdravstvena reforma. Ali upate, da bo pokazala to čakalne dobe krajše, okrepljen javni sistem, ali lahko, kar zdaj govorijo zaradi številnih odhodov v zasebni sektor, da bo pa javni pravzaprav nasprotno oslabljen? Stališče naše stranke poznate in je enako in trdno od začetka, javno ne bo javno, zasebno ne bo zasebno. In to, da smo to ločnico zarisali med javno in zasebno, se mi zdi absolutno nujen korak k tem, da naredimo red v zdravstvu. Ampak težav pa tudi veliko, ne? Ker so pa nekatere panoge v zdravstvu, ki pa imajo več zasebnega. Se vam zdi, da je prej v zdravstvu vladal red, da bi lahko pustili situacijo tako, kot je? Jaz sem močno prepričan, da je treba vzpostaviti drugačen red na
trdni in jasni ločitvi med javnim in zasebnim. To je edina pot naprej, ker drugače se bo zasebno še naprej zažiralo v javno in bomo ostali brez javnega zdravstva. Dolgotrajna oskrba, ali z novim letom lahko zagotovite kot minister, kot predsednik oziroma koordinator stranke Levica položnice za vse nižje, ali čaka ljudi presenečenje? Ne čaka ljudi presenečenje. Položnice za veliko večino bodo nižje. Nismo rekli za vse, za domove za starejše, za veliko večino. Seveda se lahko pojavi kakšna izjemna situacija, kjer bo kdo dobil par evrov, mogoče višjo, kot je zdaj dobil skupaj z dodatkom za pomoč in postrežbo, ampak za veliko večino ljudi bo nižje. In to za nekaj 100 evrov, ker cela poanta dolgotrajne oskrbe je, da do zdaj smo jo plačevali iz žepa, z reformo pa smo ustanovili oziroma vzpostavili prispevek, da se zdaj z solidarnostnim skladom plačuje za to, da bo dolgotrajna oskrba dostopna za vse, ki jo potrebujejo, in tako kot smo rekli, standardna storitev v dvoposteljni sobi ne sme biti dražja od minimalne zajamčene pokojnine. In pri koncu sva povezovanje, dogovarjanje na levem polu te znane kave pobuda, da bi se levosredinski predsedniki strank oziroma predsedniki levosredinskih strank dobili 22. decembra na pobudo Prebiliča. Rekli ste že, da ne. Razlog? Mislim, jaz poslušam gospoda Prebiliča in ne razumem iz dneva v dan, kaj točno je njegova pozicija. En dan ne bi sodeloval z Levico, drugi dan ne bi Svobodo, tretji dan ne bi z SDS-om, potem Svobodo bi pa z Golobom ne bi, potem Levico vabi na kavo, tako da glejte, razumem, da bi rad bil predsednik vlade, ampak predsednika vlade v Sloveniji izvolimo, nikomor se še ni uspelo samo vklicati.